Dobrodošli na stičišču bogate zgodovine in izjemne vizije. Dobrodošli v KPD, Kreativnem parku Drava. Kazensko-prevzgojni dom oziroma KPD so začeli graditi leta 1884. Objekt je bil zgrajen v značilni petkraki zasnovi v skupni uporabni površini 15.000 kvadratnih metrov. Prve kaznjence je sprejel leta 1889. Število kaznjencev je zelo nihalo od 99 leta 1889 do 661 leta 1921. Do začetka druge svetovne vojne je v mariborski kaznilnici kazen prestalo 14.649 obsojencev. Med najbolj znanimi političnimi obsojenci je bil v KPD-ju nameščen tudi Josip Broz Tito. Po drugi svetovni vojni je bil objekt delno obnovljen in v uporabi kot zapor vse do leta 1963. Nato so namembnost objekta spremenili za potrebe proizvodnje. Po osamosvojitvi Slovenije sta v objektu najdlje delovali gumarna in tiskarna. Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor ima sedež v teh prostorih od leta 2004. KPD je danes preimenovan v Kreativni park Drava, s čimer je ohranjena prvotna kratica zgodovinskega objekta, vendar novo ime ponazarja spremembo namembnosti objekta. V njem domujejo nove kreativne podjetniške ideje. Do leta 2021 je bila s sredstvi Evropske unije sofinancirana obnova zahodnega trakta. Na 3500 kvadratnih metrih je zagotovljen prostor za podjetniški center regionalne razvojne agencije, kjer so naseljene tudi podporne dejavnosti za podjetja iz Maribora in Podravske regije. Obnovljen je tudi severozahodni trakt oziroma karantena, kjer Narodni dom nudi podporo kulturni dejavnosti mesta. Večje obnove pa je bil v zadnjem obdobju deležen še jugovzhodni trakt, ki je v zasebni lasti. Pred nami je zahtevna in sodobna prenova zgodovinskega objekta v podjetniško-razvojni center regije. Načrtujemo obnovo krakov E in D, v katerih so predvidene nove vsebine, s katerimi bo Kreativni park Drava postal regijsko stičišče podjetništva, tehnologij in kreativnih industrij s tesno vpetostjo digitalizacije regije in usposabljanj na področju podjetništva. Novo vzpostavljen KPD bo ponujal številne možnosti za razvoj, izobraževanje in usposabljanje perspektivnega kadra, prav tako pa bo mladim omogočil nova, kakovostna delovna mesta. Predvidene vsebine povezujejo številne regijske partnerje, Univerzo v Mariboru, Fundacijo Prizma, Štajersko gospodarsko zbornico, Območno obrtno zbornico Maribor in druge. KPD bo tudi pilotski primer energetsko-varčne obnove tovrstnega javnega zgodovinskega objekta v slovenskem prostoru. Pokazal bo rešitve za transformacijo v sodoben energetsko-varčen objekt. Stavba bo prikaz najnovejših tehnologij in standardov na področju trajnostne obnove objektov ter učinkovite rabe energije, sama obnova pa bo temeljila na principu krožnega gospodarstva. Obiskovalci in zainteresirana javnost bodo skozi vrsto prikazovalnikov o delovanju stavbe obveščeni o njenem delovanju, uporabi energije, proizvodnji energije, kakovosti zraka, kakovosti dostopa naravne svetlobe in vplivu na človeka. Obnovo krakov, ki so v javni lasti, želimo financirati pretežno iz evropskih sredstev, ki jih Evropska unija namenja za podjetniške inkubatorje in energetsko učinkovite obnove stavb v novi finančni perspektivi. Osnovna ocena investicij, povezanih z obnovo krakov, ki sta v javni lasti, je v trenutnih razmerah na trgu ocenjena na okoli 16 milijonov evrov. Verjamemo, da bomo do leta 2030 veličastno prebudili spečega velikana, ki nam bo ponosno razkril ves svoj potencial.